Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Pred nami je kar nekaj zanimivih dogodkov. Skupino peljemo v dolino Bosanskih piramid, kjer nas pričakuje dr. Osmanagić. Potem pa je tukaj še vikend za hormone in pomlajevanje, ki bo potekal na Pokljuki, pa meditacijski tečaj za začetnike, ki bo potekal v Strunjanu, pa še marsikaj drugega, ogromno takih in drugačnih stvari. In danes sem hvaležna, da lahko Klepet ob kavi podpre dogodek, ki ima neverjeten potencial, ki ima neverjetno moč in dogodek, za katerega ni vstopnine, za dogodek, za katerega mogoče niti ne rabite iti s kavča, govorimo seveda o vseslovenskem petju. Na točno določen dan, ob točno določeni uri se bo namreč zgodila prava čarovnija. Mateja je danes v naši družbi. Zdravo, Mateja. Dober dan. Kateri je ta datum, da si naši gledalci ta trenutek zapišejo svoj koledar? To je dan 23. april. In sicer zakaj 23. april? To je dan svetega Jurija, ki prinaša v obilje srečo, nov življenjski krog. In zato se bomo takrat skupaj zbrali in med 10. in 11. uro skupaj zapeli slovensko pesem. Torej, to je dopoldan med 10. in 11. uro. Tako. In za vikend? Ne, pride letos na petek. Skratka, letošnje leto bo akcija potekala že 4. leto. In izbrala sem datum ta, ki je tako, bom rekla, v naši tradiciji že nekje določen z tako lepo gesto. In zato v bistvu ostaja 23. april kot ena stalnica, ki nas lahko spremlja. In letos pride to na krasen petek, ko smo se že vsi veselimo malo vikenda in naj bo to začetek tistega petka, udaren in odmevajoč iz vsakega kotička naše ljube Slovenije. Torej, Mateja, če razumem prav, na kolektivni ravni se bo zgodilo nekaj zelo močnega za Slovenijo. Ob istem času, torej od 10. do 11. dopoldan, bomo zapeli, kjerkoli smo. Ali v službi, ali v posli, ali v kuhinji, ali na sprehodu. V tem smislu. V tem smislu na telefonu, skratka, vsi jih nosimo za seboj, kamorkoli gremo. Ja, jaz se trudim, da ne, ampak okej. No, pa tisti dan mogoče izjemo naredimo. V glavnem, na YouTube kanalu je Vseslovensko petje srci 2021. Izbrala sem 10 skupnih pesmi, ki nas bi pač povezovala v to eno celoto. Med njimi je Zdravljica, Slovenec sem, skratka pesmi, ki imajo neko težo, ki imajo nek pomen za naš narod. Te se prepeva skupaj, medtem kot ostali del programa si pa naredimo vsak po svoje. In seveda, pojemo lahko vsi, torej vse generacije, od najmlajših do najstarejših, kajti vemo, da nas pesem pomirja. Pesem je tisti oziroma petje in glas je tista naša moč, ki jo moramo pa v teh časih začeti bolje uporabljati, kajti ta globalizacija, ki nam je prinesla marsikaj dobrega, pa tudi slabega, je to, da smo se odtujili od sebe. In tudi smo se odtujili od teh naših prvinskih stvari, to kot je ples, gibanje in petje. Slovenci imamo krasno tradicijo, v bistvu, da smo bili pevski narod in ne vem, če vsi vedo, da smo država, ki ima največ pevskih zborov na kvadratni kilometer na prebivalstvo in tudi naša zakladnica ljudskega izročila je še izjemno bogata. Vendar namen naše generacije je tudi to, da prenesemo in da ohranimo to tudi za naslednjo generacijo in to moramo pač ohranjati. In pred 4 leti, ko sem dobila to idejo, bila sem namreč v tujini in me je malo prizadelo to, da kaj pa Slovenci imamo takšnega, da mi slavimo to našo identiteto, kajti povsod drugod je to nekako bolj slavljeno in ljudje se bolj zavedajo tega, kdo so. Slovenci pravzaprav razen 8. februarja, ki ga pač praznujemo, ampak še vedno premalo cenimo kot praznik, ki je naš, se mi je pač porodila ta ideja, da je treba nekaj narediti. In znova to, kaj lahko vsak posameznik naredi za to dobrobit družbe. In pojemo, pa lahko res vse posod. Jaz se spomnim, ko sem bila majhna in sem hodila na kakšen obisk z babico, ko se je dobivala s svojimi sestrami.
In vedno je bil ta obisk. Se vemo, so mal pil, pa so mal jedli, pa so se veliko pogovarjali, ampak vedno so pa tudi peli. In to v krogu, in tiste stare ljudske pesmi. In se spomnim, kakšna posebna energija je takrat se skreirala, kakšna posebna energija se je naredila. Zdaj pa redko kdaj vidimo ljudi, ki skupaj pojejo, ko se družijo. Pa tudi redko kdaj koga slišim, da si kar tako malo prepeva. Se mi zdi, da smo polni nekih predsodkov. Ne, pa nimam posluha, pa fušam, pa ono, pa tretje. A bi mi mogli reči, da nam je vseeno za to, pa pač... Točno to. To je zopet en vidik globalizacije, ki nam je vsadil, bom rekla, na podzavestni ravni, da če pa nisi vrhunski, pa boljše, da si tiho. Ampak to je tako narobe. Zakaj? Zato, ker naš glas nas zdravi. To je naša lastna frekvenca. In če v bistvu začnemo malo globlje razmišljati, jaz res nisem glasbenica ali pa v tej stroki, ampak literature danes je na pretek na to temo. Ogromno se o tem tudi že govori, piše. In v bistvu ni zdaj potrebno biti, da si ravno že strokovnjak, da to nekako ti je to pač v tebi in nekako to čutiš, da je to resnica. Se pravi, točno tašna barva glasu, kot jo imamo. Točen naš način, kako mi fušamo, ko pojemo, je dejansko najbolj zdravilen za nas. Točno to. Če že tudi mogoče gledalce malo razložim, zakaj to smatram, da to na takšen način deluje, kajti če smo mi 70% je naše telo sestavljeno iz vode, to pomeni, znanstveni dokazi so že bili narejeni, da zvok pa naše misli vplivajo na strukturo vode. To pomeni, da tudi mi za svojimi mislimi, za tem, kaj poslušamo od zunaj, vplivamo na našo strukturo našega telesa. To pomeni, da če mi harmoniziramo sebe z prepevanjem, z brundanjem, z karkoli, samo da povzročamo te vibracije znotraj nas, kajti te vibracije znotraj nas povzročajo tudi to, da se hemisfera, desna hemisfera, kjer je v bistvu center za intuicijo, kreativnost, za kup nekih teh lepih stvari, ki jih pač človek uporablja, začne to nekako aktivirati. Mateja, zelo navdihujoče. In dejansko, koliko bo to ljudi? Koliko je bilo to ljudi prejšnja leta, recimo? Jaz to naredim samo na ta način, da v bistvu nikogar ne moreš prisiliti. Skratka, pelo se je od vrtcev do osnovnih šol, starostnih domov. Edino, kar mogoče aktivno prebivalstvo še mogoče malček tukaj spi, ampak mislim, da je zdaj pa pravi trenutek, da vsi začnemo dojemati, da moramo sami nekaj narediti. To je tisoče in tisoče ljudi. Tako. Med tisočimi in tisočimi ljudmi bodite tudi vi. Torej, na ta dan, to je petek 23. ne? Torej, petek 23. med 10. in 11. dopoldan na YouTube kanalu oziroma najdete na naši spletni strani povezavo do teh pesmi z besedili, ne? In dejmo pet. Kaj se zgodi na kolektivni ravni? To niso ljudje, ki bodo skupaj. To so ljudje, ki bojo povsod. A se bomo mi povezali na nek način? Bomo tukaj kolektivni premik naredili? Ravno v tem tudi mogoče sem razmišljala. Skratka, ta celi projekt sem ga razdelila na 6 nivojev. Prvi nivo je nivo akcije. Če ni akcije, ostalih ni. In v bistvu akcija je petje, prisostvovanje, tej skupni neki energiji, zelo sodelovanje. Sodelovanje, prosim Slovenci, to nam je malo slabša varianta in čas je, da to naredimo. Prižgemo svečko, zato ker letos slavimo 30. obletnico naše samostojne Slovenije. Pa še eno za tebe, Jasmina. Hvala. Naše samostojne Slovenije, 100. obletnico smrti Ipavca. In v bistvu, da nas ta notranji ogenj podkuri, pač naredimo akcijo. Potem pa energetski nivo, to je pa ta kolektivna zavest. Mi v bistvu dosti govorimo, kaj je kolektivna zavest, ampak mogoče se pa ne zavedamo, kaj to je. Da čisto vsak od nas prispeva za svojo mislijo, za svojo besedo v ta oblaček, ki je nad nami, in ko se zbere dovolj enakih misli, enakih besed, enakih dejanj, se ta oblaček stoji tam okoli. In vsaki dan, ko ga mi polnimo, se naredi močna zavesa, ki jo pa lahko samo ljubezen
Torej, mi lahko manifestiramo te stvari na kolektivni ravni, ko se dejansko združimo. Torej, to je nekaj, kar bomo naredili ne samo zase, ampak za vse Slovence, za vse bodoče generacije in za vse minule generacije, da bomo peli skupaj, ne glede na to, kje dejansko ste. Mi tale trenutek preverimo aktualne dogodke, potem bomo govorili še o zdravilni moči glasu, ki ga imate vi, točno vi in točno tako barvo. Na začetni tečaj run, vabljeni v soboto 8.5. med 10. in 17. uro. Vabljeni na spletno delavnico, ki vam bo pomagala, da začnete živeti svoje poslanstvo in ustvarite kariero, morda ravno iz svojega hobija. Kako torej živeti in privabiti obilje v svoje življenje? Spletna delavnica, ki bo potekala 29. aprila. Če se želite naučiti meditacije, da boste ostali mirni v sebi, tudi takrat, ko se zunaj dogaja marsikaj, potem vabljeni na meditacijski vikend za začetnike. Odvil se bo v Strunjanu. 23. aprila bomo skupaj peli, naša srca se bodo povezala na kolektivni ravni, lahko dejansko naredimo ogromen premik. Med 10. in 11. uro bomo torej skupaj zapeli pesmi. Katere pesmi? Na klepetobkavi.si vam pošiljamo tudi povezavo do tega. In tudi, če ne boste prišli do teh pesmi, tudi, če ne boste prišli do teh povezavi, vi sam pojte. Tudi, če pojete Ringa, ringa, raja, sam da se poje, a ne? Mateja, moč zvoka je resnično neverjetna. Jaz sem zelo hvaležna, da se je nekdo spravil narediti tak konkreten premik. Pokrovitelje je tudi treba povedati, da vas bodo še naprej podpirali naslednja leta. Tako je. Leta 2018 in 2020 je podprl projekt Ministrstva za kulturo. Lansko leto in predlani sem dobila, oziroma lansko leto sem dobila častno pokroviteljstvo od gospoda Šarca. Predtem pa v bistvu 2019 od predsednika države, gospoda Boruta Pahorja. Lani je podprl tudi projekt Zavod za šolstvo. Skratka, nekje tudi letos sem že povabila gospoda predsednika, da zapoje z nami. Bomo videli, koliko mu bo čas dopuščal, ali mu bo to uspelo. Odlično, mi držimo pesti, da se nas čim več dejansko skupaj zbere in da takole zapojemo. Pa ne samo to, ta projekt ni nastavljen samo za Slovenijo, kajti v bistvu povabljeni so tudi vsi naši zamejci in tisti ljudje, ki živijo izven naših meja. Skratka, ne glede na to, kje smo, v katerem časovnem pasu živimo, lahko naredimo to akcijo in pripomoremo z srčno energijo, z ljubeznijo do sebe, do vseh nas, do naše ljube države in v bistvu praktično do cele zemlje. Mateja, zelo zanimivo mi je, recimo, ko grem na potovanje, včasih grem za nekaj mesecev in nekaj mesecev nisem v Sloveniji. Ampak tudi sicer, ko srečujem Slovence po svetu, kadarkoli, kjerkoli smo, da nismo doma, ko slišimo slovensko pesem, vsakemu se orosijo oči, vsak poje res tako zelo srčno in včasih je dobro narediti ta premik ven, da dejansko začutiš to. To se je meni zgodilo, v bistvu. Že preden sem odšla za leto dni na tuje, v Oslo, natančno na Norveško, sem jokala vsakič, ko sem slišala Avseniko v Sloveniji, odkot lepote tvoje. Ampak to ni tako malo, ampak da so solze tekle. In tudi takrat, ko sem bila tam, lepo sem se imela, krasna država, ampak tukaj sem doma. Tako sem prišla nazaj in delam pač to svoje poslanstvo, ki ga pač delam z srcem in dušo. In skratka, rodil se je tudi ta projekt, ki mislim, da ima v današnjem času še večjo težo, še večji pomen, kot pa mogoče pred 4 leti, ko so me ljudje spraševali, a kako pa naj pojemo in rabimo oder. Ne potrebuješ ničesar, rabi samo svojo voljo. In kot že Kekec reče, dobra volja je najboljša. In na ta način v bistvu lahko promoviramo sebe kot svojo kulturo, ta naš jezik je zelo poseben in se tega premalo zavedamo. Tudi to, kdo smo,
je verjetno še druga tema, o kateri bi lahko govorili, pa verjetno ste že imeli tu veliko boljših gostov, ki več vejo o tem, ampak nekako se te pa vsakič dotakne, da je nekje resnica, ki je pa mogoče ne vemo. Ne vemo. Jo pa morda čutimo. No, o resnici, o resničnem pomenu, poslanstvu zvoka so spregovorili že, kar nekaj jih je bilo v naši oddaji, mi pa si bomo pogledali 2 izseka oziroma 2 izjavi. Spomnimo se. Naši davni predniki so zelo dobro vedeli, kakšne zvoke, kako jih sharmonizirati, kajti zvok je vse. Zvok je tudi tvarina, tudi materialni svet. Spravi, vse, kar je otipljivo, vidno in tudi nevidno in nevidno, poznamo, spravi, slišni zvok in neslišni zvok. Naše emocije, naše misli so neslišni zvok, ki ga pa potem napravimo slišnega, ko ubesedimo recimo neke naše občutke ali pa neke naše misli. Že Pitagora je opozarjal, ker je bil tudi svečenik, matematik in zdravilec je opozarjal na to, da je vse zvok, ne? Starovedska kultura in vse ostale kulture so govorile o zvoku kot o našem eliksirju, kot o naši danosti. To se pravi, če uporabljamo napak naše misli, če smo jezni, če smo ljubosumni, če smo zavisni, če se jezimo, je to prav tako zvok. In če gremo s takim zvokom spat, malo pred tem, nas bo ta zvok razgrajeval. Lahko se stavimo, lahko se oglašujemo z dobrim zvokom, s takim harmoničnim, ki oglašuje tudi naše misli, čustva in telo, ali pa nas razglasi. Zvok je alkimija, dejansko razstavlja in sestavlja. Izberite sami. Neko tako spoštljivo in iskreno uporabo glasu se da dotakniti množic. To mnogi sploh ne dojemajo, da je tako, ampak glas je nekaj tako veličastnega. In jaz sem imela dosti pogovorov z mojo zdravnico za glasilke in ona pravi, da se najprej kakšna telesna težava pozna na glasu. In zato glas je tista komunikacija s svetom. Glas je zdravilo, glas je lahko neka nevidna frekvenca. In kakšne frekvence, 23. aprila torej. Kaj se bo zgodilo, Mateja, na tistem 6. nivoju? Na 6. nivoju je to, da če se zgodi na eni strani sveta nekaj, kar prebije to kolektivno zavest, se spremeni tudi na drugi strani. O tem je govoril Nikola Tesla, ogromno tudi preizkusov naredil in spomnimo se zelo praktičnega primera oziroma tega, kar se nam vseh nas tiče, zdaj je to, en človek je prinesel virus in je spremenil svet. To je zelo mogoče plastični in aktualen primer. Ampak, kaj se zgodi, če vsak od nas prinese svečko z svojim glasom, zapoje in da v eter tisto, kar prihaja iz srca. Takrat se s prebojem ljubezni zgodi to, da, tako kot je že Einstein tudi rekel, se spremeni tudi vesolje. In, dragi gledalci, jaz vas tudi pozivam, da prižgimo te ogenjčke v nas samih, najprej v nas samih. Vsak od nas ga nosi. In seveda to je to, da začnemo gledati v sebe, kajti od sebe navzven bomo spreminjali svet in ne pričakujmo rezultatov, da se bo od zunaj kaj spremenilo, če se mi ne bomo spremenili. Torej, od znotraj. Torej, vljudno vabljeni, da poveste za to zadevo, za to vse slovensko srčno petje, svoji sosedi, pa svoji sodelavki, tudi če delate nadaljavo, dajte jo poklicati, pa ji povejte, pa svoji mami, teti, skratka, vsem povejte, ki jih poznate, torej 23. ob 10. dopoldan bomo zažvrgoleli, bomo fušali, nima veze. Vezo ima samo to, da bomo zapeli srčno. Če nimate ideje, kaj točno bi, na klepet@kavi.si, torej povezava točno do tega posnetka, ki so ga torej pripravili in zapojmo skupaj. Kako pojete in kako vam gre, lahko tudi poročate in nas seveda označite preko Facebooka. Sicer pa Slovenec sem, tako je mati djala.